Francoski astrolog Nostradamus je svojo knjigo Les Prophéties prerokbe objavil že leta 1555, vendar ti zapisi ostajajo še dandanes zelo aktualni. Sploh, ko je ves planet v krču zaradi vojn, pomanjkanja, hudih vremenskih sprememb in katastrofalnih potresov. Kar naprej jih premlevamo, analiziramo in iščemo odgovore. Michel de Nostradam, danes bolj znan kot Nostradamus, je pred skoraj 500 leti izdal svojo zloglasno knjigo Les Prophéties, v kateri je kar 942 napovedi prihodnosti. Vsebina knjige vsebuje grozljive napovedi o drugi svetovni vojni, Hitlerjevem vzponu na oblast in francoski revoluciji, pri čemer je bila večina napovedi strašljivo točnih. Francoski astrolog naj bi celo vedel, da bo John F. Kennedy umorjen in da se bodo 11. septembra zgodili teroristični napadi na svetovni trgovinski center v New Yorku. Torej, lahko rečemo, da je kar nekaj zadev pravilno napovedal in najbrž tudi zato že stoletja premlevamo njegove napovedi. Iščemo resnico in trepetamo pred prihodnostjo. Čeprav se napovedi, ki so jih strokovnjaki uvrstili v leto 2023, ne nanašajo na točno določene datume, se nekaterim zdijo kar precej uresničljive. Ena od prvih, ki res izstopa, je velika vojna. V knjigi naj bi bile te besede: 7 mesecev velike vojne, ljudje umirajo zaradi zla. 7-mesečni časovni okvir konflikta se sprva morda zdi kot precej kratko obdobje. A če v obziru vzamemo strahovit jedrski arzenal držav, vključno z Ameriko in Rusijo, nas seveda požene srh v kosti. V tej napovedi Nostradamus omenja tudi uničenje Pariza, kar je seveda izjemno zaskrbljujoče. Astrolog namiguje tudi na ogenj na kraljevi zgradbi, vendar napoved zna biti veliko bolj zlovešča kot običajen požar na rezidenci kakšnega monarha. Nekateri poznavalci te verze povezujejo s koncem sveta. Ogenj je namreč ključni element sodnega dne. Iz pepela civilizacije naj bi nastal nov svetovni red, ki bo povzročil konec časov, kot jih poznamo. Po posledicah pandemije COVID-19 in trenutne vojne v Ukrajini se po vsem svetu odvija gospodarska kriza, zaradi katere je veliko držav v hudih težavah. Najhujše pa sploh še ni prišlo. Francoski jasnovidec je v svoji knjigi zapisal: pšenica se bo dvignila tako visoko, da bo človek jedel sočloveka. Ta napoved seveda ne pomeni, da bomo zaradi pomanjkanja hrane postali kanibali, vendar namiguje, da bi lahko gospodarska kriza zaradi življenjskih stroškov povzročila obup in spore. Vse to se bo od leta 2023 samo še stopnjevalo. Čeprav tema globalnega segrevanja ni nič novega, pa Nostradamus napoveduje za leto 2023 še dodatno vročino in dvig gladine morja. Zapisal je: žive ribe v Črnem morju se bodo skoraj skuhale. Poleg tega je tu še nekaj verzov o soncu in morju in o lakoti, ki bo temu sledila. Ker se globalne temperature dejansko še naprej dvigujejo, gladina morja se dviguje in zapleti v prehranjevalni verigi postajajo očitni, bi lahko bilo leto 2023 prelomno tudi v tem smislu. Zaradi trenutne krize življenjskih stroškov, naraščajočega globalnega segrevanja, vojn in še bi lahko naštevali, bi lahko leto 2023 prišlo tudi do vse večjih državljanskih nemirov. Francoz je napovedal: slej ko prej boste priča velikim spremembam, strašnim grozotam in maščevanju. Ta napoved nakazuje, da bi lahko prišlo do upora proti bogatim, ko se bodo ljudje uprli propadajočemu gospodarstvu in kopičenju bogastva le pri minimalnem številu resnično bogatih posameznikov. Prerok je navedel tudi nesoglasja in nasilje nad tistimi, ki imajo več.